Lep pozdrav v imenu geografskega dela ekipe projekta Okupacijske meje. Mi smo bili kot geografi zelo veseli, da smo bili povabljeni zraven, ker interdisciplinarne raziskave vedno dajo nekaj več, a ne pri teh raziskavah 1+1 ni nikoli 2, ampak je 3, če ne celo več. Torej, naša naloga je bila, da pokažemo, kje so te meje bile. Se pravi, preden lahko iščemo ostanke okupacijskih meja, je seveda treba poznati njihov potek. V grobem smo njihov potek že poznali. Na sliki imate zemljevid, ki smo ga narisali ob prijavi projekta, ampak kot vidimo, to je zemljevid v zelo grobem merilu. Nas pa so seveda zanimalo, kje so te meje natančno potekale v pokrajini. Se pravi, hoteli smo se premakniti iz makronivoja na mikronivo. Zakaj je to pomembno? Pomembno je zato, ko enkrat poznamo, kje meje natančno potekajo, lahko tudi lažje iščemo njihove ostanke v pokrajini. Za začetek nekaj teorije o kartografskih virih, zakaj so ti pomembni. Se pravi, kartografski viri niso zgolj sredstvo za prostorski prikaz pojavov, ampak so tudi verodostojen dokument prostora, časa in pa družbenih razmer, v katerih so nastajali. Poleg tega nam pogosto dajejo informacije, ki niso zabeležene nikjer drugje v nobenem drugem viru, kot so na primer oblike površja, zemljepisna imena, potek meja, zelo pomembno za naš projekt, potek prometnic in pa vodotokov. In pa še ena stvar je pomembna, ko se ukvarjamo, kako želimo ugotoviti, kje natančno so meje potekale, in sicer to so pa merila kartografskih virov. Mi smo se osredotočili na kartografske vire večjih meril, se pravi v merilih 1:25,000 oziroma natančnejšimi merili. Tako kot pri vseh zgodovinskih virih, je tudi pri kartografskih virih treba biti pozoren na kritiko samega vira, kajti tudi pri kartografskih virih je treba poznati zgodovinski kontekst, v katerem so ti zgodovinski viri nastajali. Treba je vedeti, ali so kartografski viri plod terenskega dela kartografa, ali pa so bile uporabljene že obstoječe kartografske podlage, a ne, tukaj zaradi tega lahko prihaja do zastarelih podatkov. Naslednja stvar, na katero je treba biti pozoren, je, da so kartografi pripadali različnim kartografskim šolam. Obstajajo različne kartografske tehnike, ki seveda odsevajo v tem, kako so zemljevidi natančni. In pa treba se tudi zavedati, da imajo lahko zemljevidi tudi natančne napake, še posebej, kadar govorimo o vojaških zemljevidih. Katere vire smo mi uporabili pri ugotavljanju okupacijskih meja? Uporabili smo dva glavna vira. Prvo so bile nemški vojaški zemljevidi, tako imenovani Deutsche Heereskarte, večinoma v merilu 1:25,000, nekaj tudi v merilu 1:50,000, nekaj pa tudi v bolj grobem merilu 1:200,000. Te zemljevide je nemška vojska izdajala v letih 1942 in 1943, omogočili pa so nam rekonstrukcijo nemško-italijanske meje, nemško-hrvaške meje in pa italijansko-hrvaške meje. Te zemljevide je ne zgolj za slovensko ozemlje, ampak za cel takrat nemški rajh izdajal oddelek za vojne zemljevide in pa geodezijo poveljstva nemške vojske s sedežem v Berlinu. Drugi vir, katerega smo uporabili, so pa madžarski vojaški zemljevidi iz leta 1944. Ti so bili v merilu 1:50,000 in so nam omogočili rekonstrukcijo poteka nemško-madžarske meje. Izdajatelj teh zemljevidov pa je bil madžarski kraljevi domobranski kartografski inštitut iz Budimpešte. Omenil bi tukaj, da okupacijskih zemljevidov italijanske in pa NDH vojske v naši raziskavi nismo uporabili. Pred vami je primer nemškega vojaškega zemljevida Deutsche Heereskarte za območje Ljubljane. Tako so izgledali vsi te nemški zemljevidi in nas je na zemljevidu zanimala tale, bomo rekli, rdečkasta črta.
ki je prikazovala meja, v konkretnem primeru mejo med zgoraj Nemčijo in pa spodaj Italijo, tukaj imate Ljubljano. Vsega skupaj smo za določitev okupacijskih meja uporabili 54 zemljevidov, od tega jih je bilo 44 v merilu 1:15,000, 8 v merilu 1:50,000, žal pa za dva manjša odseka smo mogli uporabiti tudi malo bolj grobo merilo 1:200,000. Pri teh nemških zemljevidih smo v legendi imeli, spodaj desno imate izsek iz legende, kjer je pisal Grenzverlauf, se pravi potek meje, in zraven je pisalo, da je potek meje je bil vrisan na podlagi zapisnika Nemško-italijanske razmejitvene komisije z dne 13.9.1941. In na vsakem nemškem zemljevidu je pač spodaj pisalo ob tej legendi, na podlagi česa so mejo tam vrisali. Meje niso bile vrisane zgolj na zemljevidih, meje so bile, bom rekel, v narekovajih vrisane tudi v sami pokrajini, se pravi med Italijo in pa Nemškim rajhom so takrat postavili tudi mejne kamne. Tukaj imate en primer iz ljubljanskih Dravelj, ki ga še vedno lahko opazujete ob cesti. Drug vir so pa madžarski vojaški zemljevidi, kot sem rekel, v merilu 1:50,000. Na levi strani imate primer lista enega takšnega zemljevida. To je list Murska Sobota, kakor vam piše tukaj zgoraj v naslovu zemljevida. Tako za nemške kot za madžarske zemljevide pa je značilno, da so kot kartografsko podlago uporabili jugoslovanske medvojne zemljevide iz 30 let v merilu 1:25,000. Nemci so ob Rapalski meji za kartografsko podlago uporabili tudi nekaj italijanskih predvojnih zemljevidov. Poleg same kartografije in poteka meja je bilo zanimivo na teh zemljevidih opazovati tudi zemljepisna imena. Na isti strani imate en izsek iz tega zemljevida madžarskega list Murska Sobota. Meja je tukaj potekala po reki Muri. In če pogledate zgoraj, se pravi v zgornjem delu, ki je bil madžarsko ozemlje, so vsa zemljepisna imena izključno pisana v madžarskem jeziku, južno od Mure pa so vsa zemljepisna imena pisana izključno v nemškem jeziku. Še to bi tukaj omenil, meja med Madžarsko in pa nemškim rajhom ni bila označena z mejnimi kamni. Kje smo našli zemljevide, ki smo jih potem uporabljali v naši analizi? Med slovenskimi ustanovami je treba omeniti, da nobena ne hrani popolne zbirke zemljevidov, ki smo jih uporabili. Še največ tovrstnega gradiva najdemo v kartografski zbirki oddelka za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Veliko tega gradiva je tudi v kartografski zbirki Narodne univerzitetne knjižnice iz Ljubljane in pa mnogo tega gradiva hranimo tudi pri nas na našem inštitutu v Zemljepisnem muzeju Geografskega inštituta Antona Melika ZRC SAZU. Med tujimi ustanovami pa bi izpostavil dve, in sicer Geografski inštitut iz Firenc ima za slovensko zbirko nemških zemljevidov Deutsche Heereskarte v merilu 1:25,000, ki jih lahko tudi spletno pregledujete, če se pač prijavite na njihovo spletno stran. Druga ustanova je pa Vojaško-zgodovinski inštitut in muzej iz Budimpešte, ki ima za celotno okupirano ozemlje Prekmurja, pa ne le Prekmurja, za celotno okupirano ozemlje takratne kraljevine Jugoslavije, hrani liste v merilu 1:50,000. Kako smo določili mejo? Metodologija je šla nekako v treh korakih. Najprej smo izvedli tako imenovano digitalizacijo, se pravi, vse zemljevide je bilo treba skenirati in jih spraviti v rastrsko obliko. Ko smo enkrat imeli digitalne zemljevide, je sledilo georeferenciranje, se pravi, zgodovinske zemljevide je bilo treba, mi rečemo temu, vpeti v izbrani koordinatni sistem, se pravi, v sodobni koordinatni sistem, da smo stare zemljevide lahko primerjali z sodobnimi. In pa tretji korak je pa tako imenovana vektorizacija, se pravi, ko smo enkrat imeli stare zemljevide vpete v današnji koordinatni sistem, smo enostavno vektorizirali, naredili potek meje po starih zemljevidih.
Georeferenciranje poteka z uporabo tako imenovanih osnovnih točk, se pravi, to so točke, ki jih najdemo tako na starem in na novem zemljevidu, in to so točke, ki se v daljšem časovnem obdobju niso veliko spreminjale. To so predvsem cerkve, primer imate tukaj desno iz starega nemškega zemljevida, cerkev in potem na sodobni kartografski podlagi ista cerkev, se pravi, take točke nas služijo, da stare zemljevide lahko pnemo v sodobne koordinatne sisteme, ali pa zelo dobre, zato so zelo dobre tudi recimo križišča na sodobnem zemljevidu desno in pa križišče na nemškem zemljevidu levo. Zelo nam je šlo v prid tudi to, da so imeli nemški zemljevidi Deutsche Heereskarte vrisano tudi geografsko stopinjsko mrežo, kar je zelo olajšalo to, da smo lahko takratno stopinjsko mrežo vpeli v današnji koordinatni sistem. Seveda pri vseh teh postopkih prihaja do napak. Do napak prihaja tako pri skeniranju gradiva, tako pri georeferenciranju, kot tudi pri vektorizaciji. Pa bi samo eno napako omenil, napaka, ki nastane pri georeferenciranju. Kot sem že večkrat omenil, uporabili smo zemljevide v merilih 1:15.000 in 1:50.000. Tukaj bi rekel, že po defaultu lahko pričakujemo napake, položajne napake več 10 metrov. Tam, kjer smo pa uporabili merilo 1:10.000, pa je lahko položajna napaka tudi prek 100 metrov. V ozadju imate en tak primer, se pravi, kvadratki so mejni kamni, ki smo jih kartirali na terenu, se pravi, kjer je meja dejansko potekala. Rdeča črta pa je naša digitalizirana meja iz nemškega zemljevida 1:200.000 in vidimo, da je ponekod imamo odstopanja tudi več kot 100 metrov, ponekod nekaj 10 metrov, ponekod pa smo čist, bom rekel, zadeli mejo. Se pravi, treba se zavedati, da vsi ti postopki prinesejo za sabo tudi napake. Rezultati našega dela, glavni rezultat je izpisan z rdečo barvo, se pravi, na ozemlju današnje Slovenije smo ugotovili 665 kilometrov okupacijskih meja. Zemljevid vam kaže, kje so te meje potekale, se pravi, rdeča barva pomeni okupacijske meje znotraj današnjega slovenskega ozemlja, rumena barva okupacijske meje po obstoječih mejah, nekaj je bilo pa potem teh meja, ki so segale tudi izven današnjega ozemlja, te pa v tej številki niso zajete. Pa se bomo še malo posvetili številkam. Se pravi, delež posameznih okupacijskih meja na današnjem slovenskem ozemlju. Največ okupacijskih mej je seveda bilo med Nemčijo in Italijo, teh je bilo kar za 277 km, oziroma kar je predstavljalo 62% vseh okupacijskih mej. Sledila je meja med Nemčijo in NDH za 172 km, oziroma to je bilo 16% vseh okupacijskih meja. Meja med Nemčijo in pa NDH 133 km in pa meja med Nemčijo in pa Madžarsko dobrih 83 km. Če si malo bolj te kilometre razdelimo še malo bolj natančno, na tem slajdu rumeni stolpci pomenijo številke, ki smo jih pregledali na tortnem diagramu, ampak tukaj pa še prikazujemo, kakšen je bil delež posameznih mej znotraj slovenskega ozemlja oziroma po obstoječih mejah. V primeru, skrajno levo, meja Nemčija-Italija je več kot 95% meje potekalo znotraj današnjega slovenskega ozemlja in le dobrih 4% po obstoječih mejah. Če gremo meja med Nemčijo in Madžarsko, tukaj je približno pol, se pravi slaba polovica nemško-madžarske meje potekala znotraj današnje Slovenije, dobra polovica pa po obstoječih mejah. Za mejo med Nemčijo in NDH in pa Italijo, NDH pa velja obratno, se pravi, pa večina meje poteka po obstoječih mejah. V primeru Nemčije in NDH bomo rekli dobrih 85%, v primeru Italije in pa NDH pa po obstoječih mejah poteka več kot 99% okupacijskih mej. Kot geografe nas zanimajo tudi, po kakšnih pokrajinskih enotah so te meje potekale. To nam prikazuje tale tortni diagram. Na levi strani vidite, da je skoraj polovica okupacijskih meja potekala po vodotokih oziroma blizu njih. Prav tako slaba nekaj manj
pa po vzpetem svetu, to seveda se za Slovenijo ne preseneča, saj imamo ogromno gorah, veliko gorovih hribov in pa gričevij. Ampak tukaj je pa zanimiv podatek pri vzpetem svetu to, da je pa zgolj 14% meja potekalo po grebenih, več kot 30% pa pod grebeni. Se pravi, so si očitno nekateri okupacijski sile uzurpirale vrhove, da so lažje nadzirale svoje partnerje na drugi strani. Zgor 9% meja pa je potekalo po ravninah. Če si gledamo še razkosanje slovenskega ozemlja v kvadratnih kilometrih, to je preračunano na razkosanje takratnega slovenskega ozemlja, se pravi na razkosanje nekdanje Dravske banovine, se pravi govorimo o ozemlju vzhodno od Rapalske meje. Nemčija je takrat dobila več kot 10.000 kvadratnih kilometrov oziroma slabih 65% bivše Dravske banovine, Italija slabih 30% bivše Dravske banovine, Madžarska slabih 6, NDH pa okrog 12 kvadratnih kilometrov. Če se za kratko ustavimo še pri Italiji, če tem 4600 kvadratnih kilometrov nekdanje, bomo rekli, ljubljanske pokrajine, ki so jih takrat dobili, prištejemo še območje zahodno od Rapalske meje, pridemo na številko pred 90.000 kvadratnih kilometrov, kar je več kot 40% današnje Slovenije. Pa naj bo dovolj številk, pa si poglejmo še nekaj posebnosti, ki smo jih ugotovili, ko smo šli na ta mikronivo ugotavljanja okupacijskih meja. In sicer tukaj si bomo sedaj pogledali primere, ko smo pričakovali, da so meje potekale po današnjih mejah, pa se je izkazalo, da to ni bilo tako. Odstopanja smo ugotovili na Goričkem, na območju med Ormožem in Središčem ob Dravi, na območju Obrežja, potem pa tudi na območju Bele krajine, Obsotelja in pa tudi v Gorskem svetu. Zakaj do teh odstopanj prišlo? Do neke mere zaradi tega, ker so bili le zemljevid meje v različnih kartografskih virih različno zarisane. Tako te razlike so bile recimo na nemških kartah so bile razlike, ali pa če smo vzeli zemljevide različnih okupacijskih sil, je tudi kdaj prihajalo do razlik. Pa si poglejmo nekaj teh primerov. Tukaj imamo madžarski zemljevid Goričkega iz leta 1944 in potek meje, kjer vidimo, ko damo ta potek meje na današnji zemljevid, da je levo je Nemčija, desno je Madžarska, da je v primeru Goričkega 11,44 kvadratnih kilometrov Prekmurja so si takrat, bom rekel, vzeli Nemci. Podoben primer območje med Ormožem in pa Središčem ob Dravi. Tukaj imate primer nemškega zemljevida, rdeče je potek meje. Danes meja poteka po reki Dravi, takrat pa je bila meja med zgoraj Nemčijo in pa spodaj NDH, bomo rekli, je šel potek na škodo današnjega hrvaškega ozemlja. Tako bi to izgledalo danes, se pravi meja med Nemčijo in NDH je v območju Ormoža potekala na škodo hrvaškega ozemlja in sicer se je takrat, bomo rekli, Štajerska povečala za 37,5 kvadratna kilometra. Obraten primer, bomo rekli, tukaj pa na škodo slovenskega ozemlja in pa imamo na območju Obrežja in pa vzhodnih Gorjancev. Tukaj imate primer nemškega vojaškega zemljevida, ki prikazuje pač mejo zgoraj Nemčija, spodaj NDH, če greste pa skrajno levo, vidimo pa tromejo med zgoraj Nemčijo, spodaj desno NDH, spodaj levo pa je bila Italija. Ampak nas tukaj zanima, kaj prikazuje ta zemljevid na skrajni desni. Tam boste videli zemljepisna imena Jesenice, Obrežje, Neudorf oziroma Nova vas, Bregansko selo oziroma Slovenska vas danes. To so slovenske vasi, ki so takrat pripadle NDH. Tako to izgleda, če damo stare meje na sodobni zemljevid, se pravi, takrat je, bomo rekli, Hrvaška na škodo Slovenije dobila 11,5 kvadratnih kilometrov na območju Obrežja in pa vzhodnih Gorjancev. Še en tak primer imamo na območju Haloz. Tudi tukaj je NDH dobila nekaj ozemlja, bomo rekli, na škodo Slovenije in sicer v primeru Haloz imamo dva primera.
tukaj zgoraj pa z modro črto vidite, kje je Hrvaška segla čez današnjo mejo. Pri 1,9 kvadratne kilometre je tukaj, bomo rekli, se je Hrvaška povečala. Tudi tukaj v Halozah so bili postavljeni, ko vidite zgoraj levo, mejni kamni med Nemčijo in pa NDH. Največja odstopanja pa smo ugotovili na območju Bele krajine in pa Kostela. To pa zaradi tega, ker je in sicer meja, ki je bila na nemškem zemljevidu v leta 1943, je bila vrisana s tole črtkano črto, če spremljate na sodobnem zemljevidu, kjer je pisalo, da je označena začasna meja iz leta 1942. Seveda vemo, da je meja dejansko potekala po reki Kolpi takrat in pa po Gorjancih. Tako da, seveda, mi, ko smo delali končni zemljevid okupacijskih meja, nismo upoštevali te črtkane črte, ampak smo upoštevali, kjer vidite rumeno črto in pa potem sklenjeno rdečo črto, ki je potekala po Kolpi. Se pravi, meja v Beli krajini je potekala po Gorjancih, po meji nekdanje Dravske Banovine iz Stanje 2. septembra leta 1931 in pa potem po Kolpi. V tem primeru Gorjancev je Italija, bomo rekli, na škodo Hrvaške dobila 38,4 kvadratna kilometra. Nek manjši odsek, tukaj vidite z modro barvo, je pa 0,5 kilometrov, je pa slovenskega ozemlja pripadalo takrat Hrvaški. Če pogledamo na malo večjem zemljevidu, se pravi, še enkrat, črtkana črta je bila začasna meja, Stanje leta 1942, sklenjena črta pa prikazuje dejansko mejo, ki je takrat potekala med Italijo in pa NDH. Razlike so bile tudi med različnimi kartografskimi viri. Na levi strani imate madžarski zemljevid in pa dve zeleni črti, ki sta potem na desnem zemljevidu označeni, ena z rdečo, ena pa z modro barvo. Rdeča črta vam predstavlja potek po madžarskem zemljevidu, modra črta pa potek po nemškem zemljevidu. V tem primeru je dejansko stanje prikazuje rdeča črta, se pravi madžarska črta, ki tudi danes je nekako meja med Slovenijo in pa Hrvaško, tako da je pa meja v tem primeru med Nemčijo in pa NDH, oziroma pardon, med Nemčijo in pa Madžarsko. In pa še en primer teh odstopanj. Tukaj imam pa, če smo v prejšnjem primeru govorili, da je bila meja urisana na zemljevidih različnih okupacijskih sil, pa imamo tukaj na levi strani primer dveh nemških vojaških zemljevidov različnih meril, ki prikazujeta različen potek meje. Lažje boste to videli na desni strani, kjer je to vrisano v sodobne zemljice, prav rdeča črta je potek meje po Deutsche Heereskarte v merilu 1:25.000, zelena črta pa potek meje po nemškem zemljevidu 1:200.000. Dejansko je šla meja po rdeči črti, če bi veljala zelena, potem bi tukaj, bomo rekli, Nemčija dobila na račun hrvaškega ozemlja 3,8 kvadratna kilometra. To je tisto, kar sem omenil na začetku. Tudi pri kartografskih virih je treba paziti, da pač še z drugimi viri preverimo, kje dejansko meja poteka. Če počasi sklenem, se pravi, geografski cilj raziskave je bil določiti, čim bolj natančno določiti potek okupacijskih meja. Na podlagi tega smo skartirali prek 665 kilometrov okupacijskih mej. Za primerjavo navedimo, da ima danes Slovenija 921 kilometrov kopenskih meja, se pravi, okupacijskih meja je bilo recimo 2/3 te dolžine. Ugotovitve še dve, če izpostavim, se pravi, pri kartografskih virih je treba biti pazljiv, ker lahko zemljevidi istega območja prikazujejo različen potek meje, in to je pač treba potem preveriti še z drugimi viri, da si zagotovimo, da je tam dejansko potekala meja. Kar je pa, bomo rekli, največji pomen naše raziskave, je pa zadnja točka. Se pravi, zdaj, ko vemo natančen potek meje v pokrajini, je s tem omogočeno nadaljnje terensko delo, bolj usmerjeno terensko delo za iskanje ostankov teh okupacijskih meja, ki jih lahko še vedno najdemo v pokrajini. Hvala, s tem bi jaz zaključil svojo predstavitev. Če ni vprašanj,
naših sledilcev na Facebooku vendarle postavila vprašanje kolegi Matiji, no pa seveda tudi njegovima kolegoma, in sicer koliko zemljevidov, a sem jaz ta podatek spregledala, se opravičujem, v Klimetri smo slišali, koliko zemljevidov ste izdelali torej skupno do sedaj, se pravi vse to, kar smo dali na splet v tiskovine in tako naprej. Kolega Matija mogoče. Mogoče bi dal besedo naprej Roku. Roka, mogoče ti Prosim. Imaš številko v glavi, koliko smo jih naredili? Ne, točne številke ne bi vedel povedati, no, zato ker jih je bilo pa kar precej in precej raznolikih. Gotovo, koliko, ne vem, če bom rekel 20, ne bom zgrešil, ne bi pa izpostavil to, da so bili zemljevidi kar prijetno sodelovati z zgodovinarji in v tem delu smo tudi zelo natančni, tako mi kot kartografi, geografi, kot tudi kolegi zgodovinarji. In smo večkrat eni in isti zemljevid predelali, popravili, zaradi tega se mi zdi, da smo včasih naredili 100 zemljevidov, ampak dejansko gre za, bom rekel, revizijo oziroma popravljanje tudi stoječih zemljevidov.